Kulturno društvo Josipa Jurčiča Muljava vsako leto v naravnem amfiteatru na Muljavi uprizarja Jurčičeva dela. Letos so se odločili, da na oder postavijo njegovo manj znano delo, roman Med dvema stoloma. Močno drugačen od drugih njegovih del. Morda, ker ga je pisal v zrelejši dobi, torej pri 20 je pisal 10. brata Domna Jurija Kozjaka že prej. Skratka, to pa je že nekaj življenjskih izkušenj in zato psihološko so te osebe mnogo močnejše. Torej, nič več ni skrivnosti, torej zapletov v preteklost, seganja. Vse se dogaja, torej vse se zapleta in razpleta sproti. Predstava govori o ljubezenskem trikotniku med nedolžno kmečko deklico Tončeko Pridan, izobraženim kmečkim fantom Nikolajem Kolodejem in pohlepno mestno gospodično Luizo Vid. In nauk te zgodbe je pa več kot jasen. Med dvema stoloma ni dobro sedeti na dveh stolih, ker se zgodi, da ostaneš na tleh med obema. To se je našima junakoma tudi zgodilo. No, malo mestnega vzdušja, malo več dežele. Skratka, zgodba vredna ogleda, no predvsem pa mislim, da bodo obiskovalci pozorni, tako kot nas je presenetil Jurčič tudi tokrat. Torej, kaj pravi, v naravo ni dobro posegati. Pa naj bo to, torej nasilno seveda, naj bo to rožmarin v loncu ali ljubezensko čustvo v srcu. Ker je bila zgodba krajša, jo je Lampretova morala dopolniti z nekaj kratkimi zgodbicami iz drugih del. Nekako smo se zgodbo, ko smo gledali, česa nismo še uprizarjali, ustavili tukaj. No in navdušenje je bilo, samo moram pa priznati, veliko smo razmišljali, bo šlo, ne bo šlo. Neka bojazen, torej, ker je zelo drugačna zgodba od drugih. Samo zgodba je lepa, scena je imenitna, kot vedno, igralci zelo dobri. V vlogi Tončike se je preizkusila Urška Zupančič, ki se je društvu pridružila lani. Vlogo Luize pa je zaigrala Saša Senica, ki je v društvu že 14 let. Ja, Tončika je mlado dekle, zelo naivno sicer še, nedolžno dekle, ki se zaljubi v svojega soseda. Na koncu pa žal ta ljubezen nesrečno konča, ampak na koncu se vendarle Tončika si opomore od tega ljubezenskega udarca in je potem zopet odločna. To je mestna gospodična, zapeljivka, ima pa tako zelo nečiste namene, malce pohlepna je, ampak tako se potem še ta razkorak med vaškim dekletom, nedolžnim in to mestno pohlepno gospodo pokaže v tej igri, tako da mogoče še ta zanimiv vidik Jurčičevega pisanja. Kaj pa je nauk zgodbe, ki sta se ga naučili glavni junakinji? Da je potrebno kakšna stvar mogoče premisliti, da ne smemo biti preveč naivni, tudi v ljubezni. Ne? Ravno to, da se pohlepnost mogoče ne splača, da ta neiskrenost, ker ona potem obsedi med dvema stoloma na tleh, kajti tudi ona potem, ko se naj bi zaljubila v Nikolaja, ki je bogat, se izbere drugega, ki je še bolj bogat, nato pa jo tudi on pusti, tako da ostane sama. Torej nauk, pohlepnost se ne izplača. Sicer pa tudi tokrat ni manjkal Ciril Jurčič, pranečak Josipa Jurčiča, ki šteje že 90 let. Z igro se je začel ukvarjati že leta 1945. In takrat sem še pri vojakih, v vojski sem dobil dopust. 3 tedne in sem šel domov, da sem odigral vlogo 10. brata. Tu pa nazaj čas vojsko in jo takrat pol, kot amaterski igralec kar skozi igral. V predstavi Med dvema stoloma igra lik profesorja. To je zdaj na kratko, na konc. In ker je zdaj, ko sem 20 let star, me daje bolj kratke vloge, ker se kakšne mlajše ali pa kakšne daljše nisem več. No in ta krajša je na konc, ki je povzetek, pravzaprav povzetek celotnega dogajanja, kar je bilo. Ker vprašam na tam Grek, kje je ta konc naredil, kje je ona konc dočakala oziroma ga čaka in
in tako naprej. En povzetek vsega tistega, kar prej ti igra prikazuje, to je na koncu povzetek, kako se vse skupaj končalo. V predstavi je sicer zaigralo več kot 30 nastopajočih.